in da pravzaprav premislimo ne le to mejo, ne le to vrstno ograjevanje, ampak meje v antropologiji nasploh. Skratka, namen simpozija ni zgolj govoriti o konkretnem primeru, ampak tudi o mejah v tej naši vedi, skratka, kako se ta veda ukvarja z mejami nasploh. Seveda pa ima ta simpozij tudi svojo kritični namen, oziroma ima namen torej sporočiti protestno noto proti temu, kar se tukaj dogaja, kar se dogaja v Zdaj pa še par tehničnih stvari. Zaradi malice bi sem vprašal, to ima vegetarijansko zadovoljstvo. Ja, sem to zaradi. Večina. To smo pa še snemamo, bomo bolj vprašali, če bi lahko objavili. Med nami pozdravljam najprej domačine, ostale zainteresirane za temo in pa kar nekaj med nami tudi študentov Univerze v Ljubljani. Pričakujemo pa, da se nam bodo pridružili še kolegi iz Zagreba. So že tukaj. No, super. Tako da zdaj pa kot prvega govorca napovedujem Rajka Muršiča, ki je tudi predsednik našega združenja Kula in bo v svojem referatu govoril o dveh stvareh, to je o mejah oziroma žicah in o kapitalu. To bomo še videli. Lep pozdrav želimo vsem skupaj, kot si je že nekako navada pri ljudeh, ki prihajamo iz akademskega okolja, so zadeve vedno nepredvidljive in jih potem zavijemo nekoliko drugače, kot smo jih pripravili. Tako da jaz ne bom pretirano zvesto sledil svoji lastni napovedi, ki sem jo napisal pred kakšnima 2 tednoma, pred dobrim tednom, ampak bom govoril o zadevah, ki so se nekako odprle in jaz upam, da se bodo vse dolgoročne tudi razprle skozi premislek o zadevi, zaradi katere smo tukaj. Jaz moram reči, da sem se z žico srečal samo na območju Dragonje, ne pa na drugih območjih Slovenije. In sama po sebi že misel na to, da nekdo postavi eno takšno zadevo na mejo, govori o tem, da je bolj v ozadju en resen strateški premislek, ne pa afektivno dejanje. Takšne stvari seveda človek ne naredi, oziroma oblast ne naredi zaradi nuje, ampak zaradi premisleka, s katerim hoče nekaj doseči. Jaz se bom probal vprašati, kaj oblast hotela doseči, kakšno oblast imamo in kakšno prihodnost pravzaprav nam ta oblast načrtuje. To bo pravzaprav glavna tema mojega uvodnega razmišljanja. Ostal bom pa seveda predvsem pri zadevi, ki sem jo začrtal na samem začetku, razmišljal na tem, kaj bom pač povedal danes in katere teme bom poskušal prediskutirati, ampak jih vsaj načeti. Ta prva je stvar žica, rezalna žica, bodeča žica, kakorkoli zadevo imenujemo. Tudi če se dotaknemo še tiste začetnega terminološkega poskusa naše oblasti, da gre za tehnično oviro, se je pojavila v različnih oblikah, na različnih delih meja Evrope že seveda dolgo nazaj. Pravzaprav govorimo lahko o konsistentni politiki evropskega zapiranja oziroma zapiranja evropskega prostora, ki jo spremljajo žice takšne in drugačne. Najbolj tipičen primer seveda takšne tehnične ovire
najdemo na severu Afrike, v še vedno koloniziranem območju dveh majhnih enklav v Maroku, dveh španskih enklav v Maroku. Dajte mi pomagati z imenom. Na Ceuti, kjer so naredili ogromno, izjemno visoka ograja. Najprej so začeli za majčkena, potem so jo višali, potem so jo še bolj povišali, zdaj je že tako visoka, da v bistvu tudi s skokom na palici več ne moreš preskočiti. Skratka, nič novega se pravzaprav ni zgodilo in ta politika postavljanja teh stvari na meje je konsistentna politika Evropske unije. To ni nekaj, kar bi bil eksces, nekaj, kar bi bilo popolnoma novega in drugačnega, ampak nekaj, kar smo lahko pričakovali. Najbolj neverjetno seveda je, da kljub temu, da smo vedeli, da nas bo prej nekaj takšnega doletelo, smo upali, da to morda ne bo doletelo nas, na slovenski meji. Če je ta meja postavljena v Afriki, pač Bog pomagi, tam je. Pa kaj? Takoj, ko je pa tukaj, je pa stvar seveda popolnoma drugačna. Prva zamisel, ki sem jo imel o tem, kako se soočil s to stvarjo, je bila sila preprosta. Postaviš bodečo žico v dejanski prostor, njegov namen ni toliko preprečevati prehoda ljudi, zaradi tega, ker efektivno gledano seveda ta žica ne more preprečiti prehoda ljudi, ko se odločijo, da bodo prišli čez. Gre seveda za to, da ti postaviš to reč v prostor, preprosto zato, da nekaj pokažeš, da nekaj poveš. Ta zadeva nima te klasične semiološke, torej pomenske vrednosti, da imamo zdaj rekli, dajmo pogledati vse možne konotacije, denotacije in pa recimo še cele paradigmatske verige pomenjanja nasprotno. Zadevo postaviš v prostor preprosto zato, da pokažeš, kdo je tukaj gospodar. Nobenega drugega posebnega razloga ni. In ta gospodar, ki postavi seveda takšno zadevo v prostor, jo postavi z določenim pomenom in namenom. V drugem delu predstavitve bom poskušal seveda se dotakniti tudi vprašanje, kaj ta zadeva dejansko, ne bom rekel dejansko, kaj ta zadeva pomeni in kakšen pomen v smislu implikacij v družbenih odnosih ima za našo prihodnost. Najprej imamo stvar. Stvar. Stvar lahko razumemo na več različnih načinov. Slovenska beseda stvar, ki jo lahko povežemo s stvarnostjo, kar je sicer srbokaratizem, ampak v tem konkretnem pomenu lahko ohranimo celo njeno etimološko podlago, pomeni, da imamo neko stvar, ki ustvarja neko novo resničnost. Stvar, ki s svojim obstojem spreminja obstoječo stvarnost. Stvar, ki je tako neznosna, da se jo hočemo znebiti. In seveda tipičen primer analize tovrstnih stvari je kar nekaj člankov, ki so jih napisali razni avtorji v takšnem in drugačnem okviru. Jaz sem se poskušal nasloniti na ne toliko stvarno stvari, kot jo je reflektiral Heidegger, ko je pisal o tehnologiji in tehniki, čeprav konec koncev gre za tehnično oviro in tehnologijo nadzorovanja in obvladovanja prostora. Bolj me je zanimala tista konotacija besede stvari, ki jo je analiziral znan francoski psihoanalitik Jacques Lacan z uporabo freudovskega modela razmišljanja o tem, kako se konstruirata načelo resničnosti oziroma realnosti in načelo ugodja. Stvari so tiste, ki jih uporabljamo zato, da lahko reguliramo oboje, načelo resničnosti in načelo ugodja, resničnosti in ugodje. Lacan je to zadevo samo potegnil naprej in opozoril na to, da se v nemščini razlikujeta dva pomena besede stvar. V slovenščini imamo podobno delitev, ampak pomensko gledano v slovarju je postavljeno na glavo. Ločujemo med zadevo, ki rečemo reč, in zadevo, ki rečemo stvar.
Pri tem reč sama po sebi lahko nastopa v materialni ali pa nematerialni obliki, lepa reč, medtem ko pa stvar nastopa v družbeno nematerialni obliki kot tista zadeva, o kateri se odločimo, da bo stvarna, recimo v družbenem dogovoru, ali pa stvar kot predmet. Največkrat seveda stvar razumemo kot predmet. V nemškem jeziku se pa ločnica med das Ding in pa že die Sache, hvala lepa, pokaže pa na drugem polu. Das Ding je v preteklosti pomenil tudi dogovor na vaški skupščini, oziroma na vaškem svetu, medtem ko Sache lahko pomeni pa tudi neko reč nasploh. Tako da imamo eno dvojno menjavo. Namreč poanta Lakanovega razumevanja Freudove distinkcije med realnostjo in pa ugodjem je pa v tem, da stvar samo po sebi šele omogoča na nek način vzpostavitev, recimo temu načela ugodja, in samo stvar najbolj označuje dejstvo, da si ga, oziroma da si je ne moremo zamisliti, da si je ne moremo zamišljati, da pač je. Je vedno kot takšna nedostopna. Tako da v Lakanovi psihoanalizi pridemo do tega, da stvar, ki jo poskušamo na nek način kategorizirati, obvladati in tako naprej, ostaja venomer neobvladljiva in se nam kaže v različnih manifestacijah v naši, recimo temu, ekonomiji želje, ostaja pa vedno nedostopna, nedosegljiva. Tako na polju ugodja oziroma iskanja pri Lakanu imamo potem ne samo ugodje, ampak užitek, kot pri soočanju z realnostjo. Stvar nastopa na eni strani kot predmet želje, ki ga nikoli ne moremo doseči, na drugi strani pa seveda kot predmet grožnje, ki se vedno znova vzpostavi oziroma priplava na površje kot potlačeno dejstvo, da nismo uspeli doseči želje. To je zelo, zelo preprosto, zelo banalno povedano bistvo. Iz tega je pa Lacan izpeljal potem njegovo celotno strukturo etike, ki temelji na tem, da je etika najbolj rušilna med vsemi rušilnimi dejavnostmi ali pa koncepti v človeškem delovanju, za razliko od tega, kar si ponavadi kot etično predstavljamo. Etika je prinašalec tistega, kar je Freud imenoval pravzaprav gon smrti. Etika je nosilka razdiranja realnega. No in potem pridemo pa seveda do točke oblasti. Kaj pa je najbolj rušilno, najbolj potencialno, radikalno, nevarno, kaj je bolj uničujočega od politike, ki prisega na etiko? Težko kaj. In politika, ki prisega na etiko, nam kaže nekaj drugega. Če se spomnite uvajanja teh tako imenovanih tehničnih ovir, rezalne žice in tako naprej, v tistem času smo največkrat lahko slišali zelo malo informacij oblast dala od sebe, razen ene stalnice, ki jo pa na nek način lahko spremljamo. To je stalnice, v kateri oblast ves čas govori, mi smo pripravljeni na vse scenarije, mi imamo pripravljene rešitve. Ne bomo povedali vnaprej, da ne bo panike, ampak mi vemo, kaj delamo. To je vse, kar smo lahko zvedeli. In to ni nobeno naključje, ponovno. Kaj nam pove žica, oziroma ta tehnična ograda na meji? Kakšen neposreden, recimo temu, da pomenski učinek ima? S katero besedo lahko označimo, kaj označuje ta stvar na meji? Označuje grožnjo. Nič več in nič manj. Grožnjo, s katero je Slovenija pravzaprav v političnem smislu stopila končno, definitivno, jaz upam, da ne tudi dokončno, na vlak politike grožnje,
ki determinira večinsko politiko svetovnih držav na čelu z Združenimi državami Amerike, vsaj od 70 let naprej, in ki je integralni del tistega procesa, ki ga sicer imenujemo neoliberalizem. Torej, hrbtna stran učinkovitosti modela urejanja političnih odnosov je stalna grožnja, stalnost grožnje v političnem aparatu. Sam sem toliko časa na svetu, da se zelo dobro spomnim prvih nekaterih avionov, ki so padli za neba v 70-ih letih. Takrat so za večino teh napadov okrivili, pa so sami celo priznali, da so to naredili, palestinsko osvobodilno organizacijo. Panika je bila popolna. In začelo se je seveda s tem, čas je, da prekinemo s terorjem. In v zgodnjih 70-ih letih se je začela vojna proti terorju. Tudi izraz War on Terror se je začel v 70-ih letih za Nixonovo administracijo. Tako da jaz praktično celo življenje živim v vojni proti terorju. Verjetno tudi veste, da je okoli leta 1972, če me spomin ne vara, padlo tudi jugoslovansko letalo na Češkem. Ravno tako razstreljeno. Tako da je tudi Jugoslavija takrat bila del te vojne proti terorju. Kdo so bili teroristi, pa da je drugič pogledati se zgodovinske vire. Skratka, živimo v času, hkrati praktično v 70-ih letih, prav nobeno naključje ni, torej v zgodnjih 70-ih letih, natančne leta 1971, so sprejeli ključno odločitev za nadaljni razvoj svetovnega kapitalizma z odmikom zlate baze pri financiranju oziroma pri ovrednotenju dolarja. Skratka, dolar je postal ločen od stvari, na kateri naj bi slonel. In je postal v bistvu dogovorna valuta, s katero je potem manipuliralo vedno manj ljudi. Vedno več so seveda imeli moči v svojih rokah. Skratka, to je začetek neoliberalizma oziroma deregulacije teh odnosov, ki jih je karakteriziral sporazum po drugi svetovni vojni. In hkraten proces, skratka, boja proti terorju in na drugi strani neoliberalizacije nas je pripeljalo tega, da smo prej ali slej dočakali to zadevo, bom še enkrat ponovil, grožnjo na svoji meji, v svojem prostoru, in so to grožnja se moramo naučiti ne živeti, ampak jo preseči. To je pa zdaj tisto, o čemer bom govoril v nadaljevanju. Kako zdaj razumeti grožnjo, ki jo sprošča oziroma ki jo postavlja pred nas ta neverjetna oziroma neobvladljiva stvar, ki iščemo. Listko. Skratka, soočeni smo z nečim, kar lahko imenujemo, tega se nisem spomnil na pamet, po Brianu Masumiju, logika grožnje, oziroma z nečim, kar je Masumi imenoval presežek nevarnosti. Ljudje seveda vemo, da je naše življenje bolj ali manj permanentna, nestabilna zadeva, ki se lahko v vsakem trenutku prekine. Ampak nevarnosti, s katerimi živimo, so takšne, da jih v glavnem lahko obvladujemo. Ko pa se srečamo z nevarnostjo, ki pa ni več obvladljiva, ki je mi sami ne moremo obvladovati. Recimo, vsak med vami, ki je vstopil sem v ta prostor, je videl tole plezalno steno in verjetno je večina med vami pomislila, kako fajn bi bilo tole malo splezati gor. Ampak jaz tega ne znam, torej tega ne bom naredil, ker bom padel dol. Če bom šel to delati pod nadzorom in seveda ustrezno privezan, pa z velikim veseljem. Skratka, to je nadzorovanje nevarnosti. Veš, da se spuščaš v nevarnost, veš, kako boš se zavaroval, veš, kaj boš naredil, obvladaš samega sebe in svoje dejanje, kar je najbolj človeško. Ko pa smo soočeni s takšnimi nevarnostmi, kot je nevarnost terorističnega napada, prvič ne vemo, kje, kdo, kdaj in kako bo usekal,
približno vemo zakaj. Približno, ampak nam ni razumljivo čisto. Ne? Potem enostavno ne moremo nadzorovati več te nevarnosti in ta grožnja pridobi popolnoma nove značilnosti. Če se vrnem nazaj, imamo predstave, ki izhajajo iz stvari in imamo predstave, ki izhajajo iz besed. In te predstave, ki izhajajo iz besed, zaživijo svoje življenje in opredeljujejo naše življenje. Ena od teh predstav, ki izhajajo iz besed, je seveda grožnja. Grožnja ni stvarna, ni materialna. Grožnja v resnici ne obstaja. Ampak bistvo grožnje je, da je plasirana v prihodnost. Grožnja nam vedno govori o tem, da se nekaj lahko zgodi. Bi se lahko zgodilo. Ali pa se bo zgodilo. Tule je razlika v angleščini med could be in pa would be. Lahko bi ali pa lahko bi se zgodila. In nikoli ne moremo vedeti, da se bo zgodila ali se ne bo zgodila. Zdaj pa pazite, logika grožnje je pa v tem, da karkoli se dejansko zgodi, grožnja vedno zmaga. Spomnite se seveda leta 2003, ko so začeli na veliko govoriti, kakšna velika grožnja svetovnemu miru je Irak in pa Saddam Hussein, zato ker posedujem orožje za množično uničevanje, celo termin so si izmislili, govorili so, ali ima, ne vem, kemijsko orožje, vse ga je že preizkusil na svojih Kurdih, ali pa ima celo jedrsko orožje, Bog ne daj, da bi ga vrnil na Izrael. Torej moramo to grožnje uničiti. Izkazalo se je seveda, da ko so Irak okupirali, tega orožja ni bilo nikjer. A so zaradi tega, je kdorkoli zaradi tega rekel, hej, naredili smo napako, gremo domov, sorry, zmotili smo se, živite tako, kot ste do zdaj, niste nam nevarni. Ne, še več nevarnosti imamo, še več groženj. Zdaj imamo resno grožnjo, pravzaprav, na tem območju, v primerjavi s tisto, ki je takrat ni bilo. Torej, grožnja je te vrste logika, da če se udejani, dobimo takoj po glavi. Aha, vsi smo imeli prav, poglejte, ne? Če se ne udejani, pa reče, veste, kaj bi bilo, če bi se to zgodilo. Tako da, recimo, po letu 2001, po tistem znamenitem napadu, ki je bila huda, zares grozna, grozljiva reč, grozen zločin v New Yorku, so samo v letih 2003 in 2004 v Združenih državah Amerike izpraznili na stotine letališč zaradi alarmov, zaradi različnih preplahov. Seveda, nikjer se nič ni zgodilo. Ampak tisti, ki so izpraznili ta letališča, so vedno znova lahko rekli, ja, veste, grožnja je bila, preprečili smo neko hudo reč. Nikoli ne bomo mogli vedeti, koliko terorističnih napadov so dejansko preprečili, koliko od teh dejanj je bilo pa seveda namenjeno zgolj zastraševanju. In to zastraševanje, s katerim nas držijo v šahu, je pa tisto, ki je končni splen, seveda te politike grožnje. Politika vzame to grožnjo, oziroma politiko v svoje roke, takrat, ko ugotovi, da pravzaprav ta zadeva dobro deluje. Grožnja potrebuješ zato, da pacificiraš ljudi in da lahko uveljaviš določene ukrepe, ki jih sicer ne bi mogel. In ker deluje, in ker se je izkazalo, da dobro deluje, jo vedno bolj intenzivno uporablja praktično vsa politika in šele v zadnjem obdobju je politika grožnje s to presežno nevarnostjo prišla tako daleč, da praktično ostaja skoraj da edina realna politika, ki jo še imamo ne samo v Evropski uniji, tu gre za globalen proces. Tu ni ne Slovenija, ne sosednje države, niso nobena izjema, mi nismo nek otok ločen, zdaj zaradi tega, ker smo postavili žico, smo pa popolnoma drugačni. Mi imamo žico, v Bolgariji imajo žico, na Madžarskem imajo žico, v Grčiji imajo žico, za Grčijo niti ne veste, da jo ima. Potem Italija ima malo drugačne vrste žic, ampak ravno tako. Francija ni država, ki ne bi imela tovrstnih stvari. Še huje je, v logiki grožnje deluje tudi samo iniciatorski moment tako rekoč samo užiga. Tako, ko imamo grožnjo,
ne moremo na noben način preprečiti, da ne bi grožnja kot takšna proizvajala realne družbene konsekvence. Karkoli naredimo, ne? Grožnja napaja samo sebe in raste. Ni pravi perpetuum mobile, je pa zelo blizu tistega, če rečemo, samo izpolnila se prerokba. Bojim se, da se bo to zgodilo. Poglejte, zgodilo se je. Prav včeraj smo doživeli to v Ljubljani. Ne? Zgodilo se je. Ne? Pazite, pijani muslimani. To se je zgodilo v Sloveniji. Pijani muslimani. Ja, zgodilo se je. In tega kroga, ki se vzpostavi, ni mogoče obvladati, to sem že prej povedal, zato ker deluje na načelu afekta, in ga tudi ni mogoče ciljno usmerjati, razen če zelo dobro sodelujejo obstoječe strukture moči s tistimi, ki se porajajo v družbi. To je pa največja nevarnost, s katero se srečujemo. Skratka, že nekaj desetletij smo v zahodnih državah, v tako imenovanih zahodnih demokracijah, soočeni s to samo regenerirajočo se dejavno logiko strahu, ki je nismo opazili. Najprej zato, ker smo bili ločeni iz tega, nato pa zato, ker smo imeli večje probleme v neposredni soseščini. Ampak bila je tukaj. Ni se zgodila zdaj. Begunska kriza, kakorkoli jo razumemo, je šele trigger, skratka, vžigalnik, ki se je pojavil, dinamit je bil pa že ves čas pred nami. In se ga uspešno bojili. Zdaj, zadnji dve vprašanje, ki jo moram zastaviti, sta pa naslednji. Ali je to vrsta samo postavljajoča se grožnja, ki nas vodi v politiko afektivnega tipa, ki očitno zelo dobro deluje, tudi takšna, da nas vodi v paranojo in histerijo. Pa vam bom dal primer ene druge stvari. To je film, ki ga je, Bog mi pomaga, zdaj se bo pozabil ime režiserja, najbolj znan režiser grozljivk, v polpreteklem času za naslovom The Thing, skratka stvar. Dogaja se na Antarktiki v eni raziskovalni postaji, ko pride eno zunajzemeljsko karkoli že in ne bom rekel obsede, ampak se naseli v enega od njihovih članov. Značilnost tega bitja pa je, da reproducira tistega, ki je tam in njegovo podobo in njegovo ravnanje, pa šiba okoli. Tako da na koncu se konča cel film, oziroma se razvije ena krasen primer vse splošne paranoje. Nihče ne more vedeti, ali je tista stvar v njem ali ne. Jaz ne morem vedeti, ali je tista stvar v meni ali ne, zato ker se pretvarja, da sem jaz. On ne more vedeti, ker se tista stvar ravno tako pretvarja, da je on. Skratka, v totalno paranojo zaide vse skupaj, konča se za neka eksplozija, s katero lahko sklepaš, da je ta stvar uničena dokončno in da ne bo zasedla celega planeta, ali pa, da je pa morda preživela, ravno zaradi tega, ker jih je nekaj preživelo, tista eksplozija. Skratka, je odprto polje. A nas nujno vodi v paranojo? Odgovor je ambivalenten. Ne. Ne nujno. Se pa lahko zgodi. Izpolnjenih mora biti nekaj pogojev. Glavni pogoj je ta, da morajo grožnje, zdaj bom uporabil pluralni izraz na enega samega, ker najmanjša grožnja so pravzaprav begunci, ki sploh niso grožnje. Grožnje same po sebi lahko narekujejo previdnost in ravnanje, ki je koliko toliko racionalno. Najhujša oblika grožnje je pa takrat, ko ti nevarnosti ne moreš prepoznati. In abstraktna nevarnost, nevarnost tistega, kar se lahko zgodi, kar bi lahko bilo, je pa vedno seveda generator zamisli, ki se potem uresničijo. In tukaj seveda naletimo na dejstvo, da se moramo proti paranoji aktivno boriti. Proti paranoji se pa ne moreš boriti, evo tu je pa zdaj glavni problem, ki ga imamo, z racionalnimi argumenti, češ, sej že res, tebi se meša, to si vse samo domišljaš, to ni res. S tem paranoje ne rešiš.
Paranojo rešiš samo na ta način, da jo jemlješ resno. Da jo obravnavaš kot resno možno stanje stvari. In da se soočiš z njo. Rečeš, to je paranoja. A obstaja kje kakšen moment razmišljanja, ki ni paranoiden? Ni jih veliko. Noben racionalni argument ne bo nikoli prebil argumentov, ki jih vzpostavljajo paranoiki. To mora biti popolnoma jasno. Tako da je v družbi, v kateri smo soočeni, se pojavi paranoje in žal seveda lahko ugotovimo, da so ti pojavi šli že tako daleč, da jih ne moremo obvladati. Najdemo eno samo rešitev. Da, vzamimo Risto Tarnerja in druge analitike družbene drame in poglejmo, kaj lahko naredimo v tistem umestnem prostoru, ko se zadeve še ne dovršijo, pa še niso do konca izdelane, da vendarle preprečimo najhujše. In izkaže se, da je seveda edina možnost družbeni nadzor z jasno nadzorovanimi posegi v resničnem prostoru. Skratka, da je ravnanje bistveno pomembnejše od teoretiziranja. Ravnanje pa pomeni, da moramo ravnati kot človeška bitja, ki ravnajo kot človeška bitja zato, ker so človeška bitja. In zdaj se vrnemo nazaj ponovno k Lacanu. Kdo je ravnal kot človeško bitje v primeru Antigone? Njen brat, oče, Antigona. Soglasijo Slovenije, da je kot človeško bitje ravnala le Antigona. Ampak Antigona je prekršila zakon in red. Zavestno, kot človeško bitje. Kar pa pomeni, da moramo zelo jasno vedeti, da če ravnamo kot človeška bitja, na najelementarnejši ravni, ravnamo onkraj zakona, ki nam jih predpisuje oblast. In to je nujno. Tudi tega se moramo zavedati. In samo človeško ravnanje, po mojem mnenju, to je, ne bom rekel instinktivno, ampak zelo banalno in preprosto človeško ravnanje lahko pomaga. Tako da čisto na koncu, ko govorimo o tem, da nas sistem grožnje kot vzvoda politike vodi v to, da ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo, kdo, kdaj, kje in na kakšen način bo ravnal in kdaj nam bo kdo prizadeval zlo. In zaradi tega pristanemo na prvega, ki nam ponudi red. Kakršenkoli ta red je. Temu se lahko izognemo samo na ta način, da se spomnimo na to, da v slovenščini uporabljamo za prihodnost dve besedi. Eno je bodočnost, drugo je prihodnost. Na podoben način, kot ločujemo med afekti in čustvi. Afektov ne moremo kar tako nadzorovati. Se lahko borimo proti njim, lahko jih uporabimo v določene namene, ne moremo jih pa preprosto obvladati. Čustva lahko nadzorujemo. Čeprav zelo težko. Imamo vse nekaj potencialnih možnosti za to. Bodočnost, prihodnost. Prihodnosti ne moremo nadzorovati, zato ker je malo v rokah tisti, ne 1%, tistih 0,5% ali pa 10% najpremožnejših v svetu. Pa še oni nimajo tega v rokah, konec koncev. Še oni so lutke. Čisto iz tega, bom rekel zdaj, Vorstellungsrepresentanz, to je termin, ki ga je potrebno propelati še na plano. Skratka, ta Freudov termin, s katerim govorimo o zastopnikih, ki delujejo samostojno. To so predstave, ki izhajajo iz besed in zaživijo svoje življenje neodvisno od naše dobre volje. Tako kot zgodovina, kar je Marx zelo jasno pokazal. Prihodnosti na ta način mi nimamo v svojih rokah. Imamo v rokah strateške usmeritve za prihodnost, še posebej, verjemite, ali ne na najbolj banalni točki, na vsakokratnih volitvah. Pa tudi sicer, jasno, v svojem življenju. Tisto, kar pa imamo v svojih rokah, je pa bodočnost. Vsak med nami ima neko bodočnost, v katero aktivno posega v svojem zasebnem, osebnem in družbenem življenju. In v tej bodočnosti imamo pa dejansko moč sprememb in moč
aktivacije tistega, kar sem omenjal prej, najbolj banalnih človeških značilnosti, najbolj banalnih pozicioniranosti, v katerih lahko nekaj naredimo. In nimamo v mislih tega, ja, dajmo vzeti škarje v roke in odstraniti tole reč tam dol, ob meji. Tako preprosto to seveda ne gre. Imamo pa možnost, da ravnamo takrat, ko je potrebno, tako, da bo prav. In kršimo zakon nekje drugje, ne na tej materialni strani, ampak tam, ko pravzaprav naredimo nekaj, kar nam odpre novo bodočnost. In konec koncev takšni pogovori, kot so ti danes tukaj, so temu namenjeni. Tako da jaz sem predvsem bolj optimističen, čeprav je videti brezupno, kot zgleda na prvi pogled. Moramo se pa soočiti z realnostjo grožnje. In to, kar se je zgodilo v slovenski oblasti, je, da je popolnoma pokleknila pred paranojo grožnje in jaz sem popolnoma prepričan, da je en velik del slovenske oblasti dejansko paranoičen. V tistem patološkem pomenu besede. In zato se tako krčevito držijo svoje moči in svojih odločitev. Mi pa to lahko seveda preprečimo, preprosto na ta način, kot v tisti znameniti pravljici, čakajte, cesar je enak. Rajko, jaz bi sprejel mogoče eno vprašanje, če je, če ne pa gremo rajš naprej, ker smo govorili z Mudi. Bi me lahko stalo. Če kakšno vprašanje, uvod je bil udaren, eno vprašanje bi imel jaz. Ko pravite za človeško ravnanje, ne onkraj zakona, mislite to na individualno spremembo posameznika ali na tveganje posameznika, da tvega celo svoje življenje, da se spremeni nekaj na bolj? Ta druga je hudičevo nevarna, realno. Imel sem v mislih tretje. Če lahko narediš kaj sam, narediš sam, če lahko narediš kaj za nekom drugim, predvsem pa, da delaš stvari, ki so najbolj normalne, najbolj potrebne za funkcioniranje človeške družbe in nimajo neposrednih političnih komunikacij. To je ključno. Da ohranjaš neko, recimo temu, da efektivno človeško normalnost v nenormalni situaciji. To se mi zaključa. Sam nekaj, ki je neposredno na zato, ker na začetku si rekel za etiko, da je v bistvu ta nevarna, ta oblastna etika, ki je v bistvu nek čuden red. Medtem ko ni Antigona, s katero bi se identificirala, ona je etičen red. In to normalno človeško ravnanje je v bistvu, a ni to, mislim, Imamo lahko razpravo o tem, kaj mislimo o etiku, nekaj si tam govoril o etičnem, v smislu moraliziranja. Aha, okej. Ja, pol razumem. No, Kakšna je potem struktura te politike, ki, kot si lepo povedal, je v resnici paranoična, ne? Kaj pa potem vodilo, kaj pa zadnji potem za to paranojo? Nič. Za paranojo ni nikoli nič. Nikoli nič. Se to je največji problem.